Dobrodošli v podkastu Gradimo zgodbe, kjer z vrha Ljubljane pripovedujemo zgodbe, ki so oblikovale preteklost, zaznamujejo sedanjost in navdihujejo prihodnost. Z vami smo z Ljubljanskega gradu, stičišča kulture, zgodovine in sodobnega utripa mesta. Danes je z nami Igor Jagodic, slovenski kuharski mojster oziroma šef restauracije Strelec na Ljubljanskem gradu. Verjetno ni potrebno posebej predstavljati, o njem se sliši, piše, govori. Predvsem pa o njem govorijo njegova ustvarjalnost, predanost delu in pa njegovi krožniki. 12. decembra leta 2012 je njegova zgodba, povezana z Ljubljanskim gradom, začela pisati v restavraciji Strelec in Igor je še vedno tu, tako da ga danes z velikim veseljem pozdravljam v našem podkastu. Igor, dobrodošel. Hvala, živijo. Danes si prišel nekoliko prej na grad, kot ponavadi, smo malo zmotili tvoj ritem, no? Glede na to, da restauracijo odpirate ob 17. uri. Kdaj prihajaš na grad in koliko časa preživiš na gradu? Pa ja, jaz sploh nimam nekega pravega ritma, ne. Jaz sem sicer ekipa v Strelcu, v kuhinji začne delati ob enih. Moj delovnik je pa kar čez cel dan razpotegnjen. Zjutraj, ko vstanem, pregledam maile, grem v nabavo, grem na kakšen sestanek. Če mi uspe, sem ob 13. tukaj, ko pride ekipa, da se pogovorimo, kaj je za narediti. Potem še kakšno stvar naredim v pisarni, kakšno meso spucam, kakšne ribe spucam, zvečer sem na servisu, ko pridejo gostje, tako da sem kar po cele dneve. Se trudim, da bi hodil čim kasneje, ampak mi ne uspeva najbolj. Pred časom si v enem izmed pogovorov rekel, da bi v Strelcu rad ostal do upokojitve. To še vedno drži? Še vedno, ja. Ok, v redu, potem pa lahko nadaljujeva z našim pogovorom. Če bi moral svojo kulinarično filozofijo opisati kot zgodbo, kakšna bi ta bila? Kot zgodbo? Ja, ne vem, jaz sem zelo tak klasičen človek. Rad imam dobre stvari, sicer spremljam tudi trende, ampak prisegam na tisto klasično francosko kuhinjo, tako da preprost, klasičen, tako vse skupaj, nekaj podobnega. Kuharji pogosto govorijo skozi krožnike. Kaj tvoji krožniki govorijo oziroma kaj želiš, da si povedo? Moji krožniki, zdaj tako mi tudi ne radi govorimo o neki filozofiji, ne radi govorimo o nekih trendih. Jaz sem skozi vsa ta leta prišel do tega, da meni je edina, oziroma ja, tako najbolj pomembna stvar mi je to, da je krožnik dober. Da ko pogledam goste zvečer, ko pojejo, da so nasmejani, da so veseli, da so srečni in to je tisto, kar je meni najbolj pomembno. Dober krožnik oziroma dobra hrana. Pa se ti zdi, da gostje danes res poslušajo zgodbo krožnika ali ja, dojamejo, no? Še vedno, neka zgodba mora biti, ne? Treba je seveda gostom malo predstaviti, pomembne so sestavine, od kje prihajajo, pomembno je seveda tudi malo, kako je pripravljeno, ampak tisti časi, ko je bila zgodba najbolj pomembna, ko je bila slika bolj pomembna od to, kakšen je okus, se mi zdi, da so že malo mimo, da gostje že bolj spoštujejo oziroma cenijo to, koliko je stvar dobra. Seveda, zgodba okrog vsega je pa še vedno je pomembna, no. Veliko ljudi kuhanje vidi zgolj kot tehniko. Kdaj postane jed osebna izpoved? Jaz mislim, da tehnika je zelo pomembna na začetku kariere vsakega kuharja, ne. Ko smo mladi, bi se radi naučili čim več in vse, kar se naučimo, bi radi takoj pokazali, ne. To pomeni, ko sem hodil po tujini, vidiš vsako leto en kup novih stvari. Ko prideš domov, jih takoj hočeš pokazati svojim gostom. Čez par let je teh tehnik se nabere ogromno in kar naenkrat imaš na krožniku ogromno sestavin. Ampak vidiš, da na koncu ni najbolj pomembno to, da vse svoje znanje pokažeš na enem krožniku, ampak da je res najbolj pomembno to, da je skladno, da je včasih tudi preprosto, da je včasih tudi manj sestavin, da ne rabiš pokazati tudi celem večeru vsega, kar znaš, ampak da je dobro, da je enostavno dobro vse skupaj, kar poješ. In potem skozi neko obdobje, ne vem, dobiš nek svoj stil, nek svoj način razmišljanja in takrat potem vse tiste tehnike so ful pomembne, ampak ne vem, trenutno nam ni pomembno tako, da pokažemo, kaj znamo, ampak da naredimo res dobre krožnike, tudi če so včasih zelo, zelo preprosti. Kuhinja je pogosto prostor discipline in perfekcionizma. Kje si ti dovoljuješ kakšno napako in kaj so te kakšne napake v življenju naučile? Oziroma predvsem pri kuhanju?
Ne dopuščamo napak. Ne dopuščamo. ne. Mislim, ja, trudimo se, disciplina je zelo pomembna, red je pomemben, probamo se izogniti napakam, ampak seveda vsi se zmotimo, tudi jaz, vsi delamo napake in napake, zdaj kakšnih večjih napak niti v karieri niti nisem počel. Se zgodi, da je včasih kaj ni dobro, tudi mi res redko imamo kakšne pritožbe, kdaj pa kaj tudi zafrknemo. Tudi kakšno večjo stvar smo kdaj zafrknili, ampak to so zelo redke stvari. In to so tiste napake, so tiste potem, ki so včasih tudi kar pomembne za tvojo kariero. Včasih se z teh napak ali pa z kakšnih slabih izkušenj, kakšnih slabih služb tudi marsikaj naučiš in to je tisto kar te opominja stalno naprej. Prej si govoril o disciplini v kuhinji. Koliko prostora ima pa intuicija? Ja, pri šefu velika. Tukaj je treba biti kreativen, treba je razmišljati, treba je delati ogromno novih stvari, tako da tukaj ima veliko prostora. Zdaj pri zaposlenih dnevno v kuhinji pa ne, tam so pa pač navodila jasna, dela se po nekih recepturah, ki so postavljeni in tukaj se od tega ne sme odstopati. Tako da tista dnevna rutina v kuhinji je pač sam zaposleni oziroma kuharji morajo slediti nekim pravilom, nekim receptom. Ko pa ustvarjamo nove jedi, ko pa razmišljamo o novih dogodkih, tam pa je prostora. Kako pa prepoznaš, da je jed končana? Kdaj je tisti trenutek, ko rečeš, to je to, jed je zaključena? Ko daš v ust, ko vidiš krožnik, ko daš v usta in si rečeš, wow, to je pa dobro, ne rabim nič več, ne rabim nič odzeti. Tako, ne vem, težko je povedati to, ampak opisati ta občutek, tega wow momenta. Opisati, tako je. Pa to samo za te wow moment ali tudi še za ostale sodelavce v kuhinji? Ali kako se dogovorite? Najprej zame. Jaz sem vedno tisti, ki mora biti zadovoljen oziroma preden jaz nisem zadovoljen, mogoče nikoli ne damo krožnika na meni. Tudi če so drugi zadovoljni, pa če je wow, ko je to dobro, pa ne vem. Pa če meni ni tako dobro, kot je drugim dobro, še vedno potem delamo na tem krožniku dalje, dokler ga ne izpopolnimo, da je dober, oziroma ravno obratno. Včasih jaz kaj naredim, pa je meni ful dober, ampak še vedno vprašam tudi sodelavce, pa ekipo, a se ven tudi to tako zdi. Tudi timsko delo, ne? Tako je. Okay. A je kakšen primer jedi iz vašega menija, ki vam je bil takole na prvo žogo wow? Ne spomnim se, veliko je takih jedi. Zelo veliko jedi, ki jih enostavno v njih razmišljaš že na pamet naprej, veš, da nisi čist 100%, da bo res tako, ampak je sestaviš jed, pa si rečeš, to je to, ne bomo sploh spremenili. Po drugi strani pa ogromno tudi jedi, ki se pa z njimi trudiš, matraš teden, 2, 3, pa nič ni od tega in potem pozabiš na to idejo. Če bi moral iz svoje kariere odstraniti vse nagrade, ki jih je kar veliko, priznanj pa nazivov, recimo Michelinova zvezdica, Go Mio, kaj bi ostalo tisto, kar te definira kot samega kuharja, če odmisliva nagrade in priznanja? Pa ne vem, se mi zdi, da sem še vedno tak preprost, enostaven človek, ki se raje drži v ozadju, kot pa da bi se preveč izpostavljal, pa preveč govoril. Tudi v podcastu. Tudi, ja. Tle moramo malo več povedati. Naslov našega podcasta je torej Gradimo zgodbe. Katero zgodbo pa si vi še želite vgraditi v restavraciji Strelec? Pa se mi zdi, da smo to zgodbo v restavraciji pripeljali do neke mere, kjer smo zdaj, ne vem, če smo vsi, jaz sem ful zadovoljen s tem, kaj delam, odziv gostov je ful dober, lokal je zelo lepo zaseden, kritike so super. Tako da edina stvar, kar je, ko sem že tudi omenil v kakšnem drugem intervjuju, je, da je glede na to, da mi je po vseh teh letih ta prostor še vedno tako všeč, da si enostavno to zgodbo želim še čim dlje peljati nekako podobno naprej, kot delamo zdaj. Do upokojitve, ne? Ja, pa še dlje. Pa še čez, da še restauracija diha naprej. Kaj bi pa danes rekel svojemu mlajšemu sebi, Igorju na začetku svoje karierne poti? A bi mu dal kakšen nasvet?
Težko, ne vem, se mi zdi, da so se vse stvari nekako tako same po sebi poklopile, da je kar nekako je ratvalo vse skupaj, kar sem počel. Bi si pa en svet, pa je malo več časa, no, bi vseeno rabil zase za družino. To si tudi še vedno zdaj govorim, vsak dan si delam take plane, ampak kar enostavno mi to ne uspeva, ampak ja, če bi to edin tak nasvet, vzem si več prostega časa zase pa za družino. A je kakšna stvar, ki te še danes preseneti v kuhinji? Kakšne sestavine ali pa mogoče kakšna kombinacija? Ja, stalno me kakšne stvari presenečajo. Tako pri sestavinah zelo rad hodim okrog po svetu, probavam nove okuse, hodim v dobre restauracije. Ravno zaradi tega, ker hočem spoznati kaj novega, ne? Ker ogromno sestavin je, ogromno sestavin, ki jih še ne poznam, tujih tehnik, kuhinj, ki jih ne poznam dobro. Tako da me stalno kaj preseneča, tako kot sestavine, tako kot pri osebju me stalno kaj preseneča in ja. Kako pa razmišljaš o sami tradiciji? Jo varuješ, interpretiraš ali mogoče tudi zavestno razbijaš? Ne, tradicija je zelo pomembna. Tudi naš začetek v Strelcu je bil tako, da smo kar začeli z nekimi prav tradicionalnimi ljubljanskimi jedmi. Sicer smo ugotovili, da smo preveč kreativni za to in je bilo potem v nekem obdobju treba pa vseeno reči, da tega žal ne moramo početi več naprej, moramo ustvarjati neko lastne krožnike, ampak še vedno je pa kdaj kakšna jed, kakšna tehnika, ki jo pa vseeno uporabimo in se mi zdi, da tradicija mora ostati, da je zelo pomembna in da jo tudi moramo čuvati, ohranjati, predajati naprej. Če bi moral iz svoje kariere izbrati en trenutek, ki te je najbolj spremenil kot človeka, kateri bi to bil? Ki je najbolj vplival mogoče na te? En trenutek... Zelo težko. Ne vem, družina, ko sem dobil otroke, to je bilo tisto, kar mi je mogoče najbolj spremenilo. Najbolj spremenilo življenje, oziroma Tako je. vplivalo na te. Okay. Pred nami je sezona dogodkov na prostem na gradu, recimo med njimi so večerja v Grajskem vinogradu, piknik med grajskimi trtami. Pod nekaj teh produktov se tudi ti sam podpisuješ, pa greva lepo po vrsti. Večerja v Grajskem vinogradu, z njo smo začeli v tistem koronskem obdobju, ko smo morali čim več dogodkov preseliti v zunanje prostore. Ampak ta zgodba je nekako presegla ta koronski čas. To je res en tak čudovit dogodek v čudovitem ambientu. Kako ti vidiš kuharijo, ki se iz restauracije prenese med grajske trte? Ta dogodek je res ful dober, moram reči. Zaradi samega ambienta. Sicer edina težava je, ker je dogodek na prostem, ampak zelo mi je všeč in si želim vsako leto, da bi si mogoče pa vsem kakšen datum več postavili, ker je zadnje čase tudi res veliko povpraševanje tem. Na splošno imam rad dogodke, kjer greš včasih ven iz svoje kuhinje, kjer greš med ljudi, kjer moraš početi, razbiti to svojo rutino, kjer moraš stvari početi malo drugače, kakor jih delaš dnevno. In ta dogodek mi pa še posebej všeč, ker je eden redkih dogodkov na gradu, ki ga mi delamo izven svoje restauracije in ki je res dober. No. Ambient, romantično, lepo je in že to je tisto, kar goste navduši, potem pa seveda še se potrudimo, da jih naša hrana. Tako da letos bo pa sploh še nekaj posebnega, letos smo se malo spremenili koncept, letos smo še povabili res na vsakem večeru enega res odličnega kuharja, ki bo tudi z nami sodeloval na teh večerih, tako da res bo dobro. Potem naslednji produkt je kulinarični časovni stroj, ki je tudi prejel najvišje priznanje, nagrado Sejalec in je umeščen tudi v zbirko Edinstvena doživetja Slovenije. Kakšna se ti je zdela ta izkušnja, snovanje oziroma sodelovanje pri kulinaričnem časovnem stroju? Mislim, sodelujemo radi pri vsakem projektu. Tale projekt se mi zdi super, ker na eni strani se gosti sprehodijo po grad, spoznajo zgodovino, spoznajo grad in pa po drugi strani spoznajo tudi vse grajske ponudnike. In to mi je super sodelovanje, recimo nas vseh skupaj, ki smo na gradu.
Z izborom jedi v košarici si sodeloval tudi pri produktu Piknik med grajskimi trtami. Kakšen potencial za kulinarične zgodbe v povezavi z grajskim vinogradom vidiš še ti? Da bi mogoče še kaj razvili. Da bi razvili še kaj. Ja, ogromno se mi zdi, da imamo še možnosti, ne samo poletnem, tako ko ga izkoristiti tale park, izkoristiti vinograd, tudi v zimskem recimo obdobju, kjer je mogoče v restauracijah malo manj dela, si pa mogoče vseeno lahko zadamo oziroma najdemo kakšne nove ideje, ogromno nekih prostorov je po gradu, ki so zanimivi in jaz mislim, da bi lahko kaj izkoristili še tukaj. Nekaj ob koncu še povabiva naše poslušalce, da se udeležijo katerega izmed dogodkov v poletnem obdobju, pri katerem skupaj sodelujemo. Za zaključek pa še en hiter grajski kviz, če si za. Prav? Nič groznega. Se spomniš, kdaj si prvič obiskal Ljubljanski grad in kakšen je bil vtis? Ja, ne spomnim se datum, ampak vem, da je bila to šolska ekskurzija v osnovni šoli in ker sem bil zelo malokrat v Ljubljani, me je že sama Ljubljana zelo navdušila, grad pa sploh. No. Kateri kotiček na gradu ti je trenutno najbolj všeč in zakaj? Trenutno mi je všeč terasa v restavraciji Strelec. Preden začnem z delom, si lahko zdajle v poletnih mesecih usedem v senci na terasi, spijem kavo, pogledam razgled, ki je res dober, malo razmislim, kaj bom počel in to me pomirja. Tvoj skriti kotiček. Skriti, ampak viden v bistvu. Tako je. A ti je ljubši grad podnevi ali grad po noči? Glede na to, da ga vidiš obakrat. Obakrat mi je ful všeč. Podnevi je sicer lepš, sploh če je lepo vreme. Po noči mi pa všeč, ki je miren. Ko prideš, ko mi zaključimo v restavraciji, je grad že zaprt, ni več gostov, če je lepo vreme, če je toplo, je tudi polet zelo lepo tamle zunaj. Igor, najlepša hvala, da si bil naš gost. Hvala tudi vam, da ste z nami gradili današnjo zgodbo. Spremljajte nas tudi v prihodnje z Ljubljanskega gradu, kjer vsaka zgodba pušča svoj odtis.